Pozdravljeni! V tem videu bi rad spregovoril o eni osebni izkušnji, in sicer, da sem bil del snemanja slovenskega filma z naslovom Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Film je delo slovenskega režiserja Marka Naberšnika, ki pa je režiral tudi Petelinji zajtrk, Šanghaj in pa ostale znane slovenske filme. Pri filmu sem sodeloval kot statist, torej neka figura v ozadju, ampak vseeno je bila taka zanimiva, drugačna in pa prijetna izkušnja. Film je prišel ven leta 2017, snemanje pa potekalo v 2016 in v bistvu postopek prijave na avdicijo za statista je bil zelo preprost. Preko maila si poslal prijavo za sliko, potem so te povabili na avdicijo in se na podlagi tega odločili, v kateri kader bi te dali. Jaz sem takrat delal kot receptor, sem imel zelo dinamičen urnik, če se lahko izrazim, in se nisem mogel udeležiti v bistvu prvega snemanja, namreč ponudili so mi delo statista v tovarni, ker film namreč govori o Borisu, tovarniškem delavcu. Borisa igra Jure Ivanušič, ki si želi boljše življenje, torej več materialnih dobrin, več nasplošno denarja, in ima nekega kolega, ki mu ful ratuje, in v bistvu zaradi tega kolega potem zapade tudi v mrežni marketing. In stvari grejo najprej malo navzgor, potem navzdol, potem spet malo navzgor, in potem strmo navzdol. Zelo realen prikaz, kako mrežni marketing zavaja ljudi in ravno na ta račun, kako se v bistvu mnogi drugi bolj obogatijo, ali kako naj rečem. No, ker se nisem mogel udeležiti tega snemanja, sem potem dobil ponudbo za snemanje rojstnodnevne scene. Snemanje pa je potekalo v bistvu v Luftu, v Mariboru, saj se namreč večina filma odvija v Mariboru. Snemanje pa je potekalo tako, da smo se okoli 9-10 zvečer zbrali v hotelu Piramida. Tam so potem bili ti ljudje za make-up, pa kostumografinja, in si potem šel od enega do drugega. S sabo si v bistvu moral prinesti neka oblačila, glede na to, da je bila rojstnodnevna zabava. Tale scena, v kateri sem potem bil, si se moral kao obleči temu primerno, v bistvu tako malo bolj kao fancy ali nekako, kako ne rečem. Načeloma je kostumografinja rekla, da je okej to, kar imam s sabo, tako da sem v bistvu lahko bil potem v lastnih oblačilih, nisem rabil nositi nobenih drugih. Potem pa smo šli v bistvu na lokacijo snemanja, torej v Luft. In snemanje v Luftu je potekalo kar nekaj ur, v bistvu čez celo noč, do jutranjih ur. Jaz sem bil tam potem torej nekje do 6 zjutraj, se mi zdi. Tako da ja, je bilo kar pestro in dolgo, ampak zabavno. Recimo večkrat smo ponovili tale kader in zelo dostikrat, ker zelo pomembno je, pri snemanju filma, da dobiš tisti kader oziroma to, kar si ti predstavljaš, kakšno vizijo imaš v kamero noter, in zato se scena tudi večkrat ponovi. In ta scena, ki jo vidite na sliki, mene vidite označenega v ozadju, zamegljenega, v bistvu je bila ponovljena večkrat, kar je logično, in snemanje je trajalo nekaj ur. Snemanje pa je v bistvu bilo nemo, torej pogovarjal si se fake, torej si samo v bistvu usta odpiral, kot da govoriš. Na tak način, in to si moral ponavljati večkrat, ker potem oni nekako to zmontirajo, tale zvok iz ozadja. Tako da, ja, ne govorijo v bistvu statisti v ozadju, ampak to je vse fake zvok. Tako da to mi je ena taka zanimiva informacija. Je pa bilo fajn med snemanjem, dobili smo za jest, pa za pit, in na koncu dejansko še plačilo, tako nekih 20 evrov simbolično. In to me je presenetilo, v bistvu, kako lepo so poskrbeli za nas, pa v bistvu kljub temu, da je bilo brezplačno snemanje za statiste, smo vseeno dobili tistih 20 evrov in lepa gesta se mi je to zdela in zelo prijetna, res prijetna izkušnja. In v bistvu bi se še udeležil, če bi vedel, da so kje kakšna snemanja, ampak nič kaj ne zasledim. Samo zaradi tega, da pridobim te izkušnje, da sem del nečesa in ker je res zabavno. Zanima pa me, ali je kdo med vami, ki je bil del snemanja tega filma ali pa katerega drugega, kot statist, kot igralec, kakšna je bila kaj vaša izkušnja? Lahko jo zapišete spodaj v komentarjih.
Če vam je bil video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in se naročite na moj kanal za še več vsebine. Mene pa lahko sledite še tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte pa, nasvidenje do naslednjič. Čau!